Spoštovani, v dvorano prihajajo prejemniki državnih odlikovanj, gospa Bernarda Fink-Incko, gospod Marko Finko in gospod Fink in gospod Jože Trošt. Spoštovani, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Na podlagi 7. alineje prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za izjemne dosežke na področju glasbene poustvarjalnosti in neomajno predanost slovenski pesmi prejme Bernarda Fink-Incko srebrni red za zasluge. Mezzosopranistka Bernarda Fink-Incko se je rodila v Buenos Airesu v družini slovenskih izseljencev. Slovenska pesem je bila za naše izseljence vedno simbolna vez z domovino in tudi pri Finkovih so otroci odraščali z njo. Bernarda Fink-Incko se spominja, da je bilo v njenem otroštvu petje jezik, ki je najbolj približal starše in družino, zato ji še danes pomeni govorico ljubezni in čustev, ki pove tisto, česar beseda, objem ali poljub ne more. Petje je bilo le del družinskega vsakdana, dokler ni Bernarda Fink-Incko pri študiju vzgojiteljstva spoznala, da bi lahko postalo njeno življenjsko poslanstvo. Nadarjeno mlado pevko so sprejeli na študij petja na Visoki šoli za umetnost gledališča Colón v Buenos Airesu, kjer je našla svoj glas in se v celoti posvetila petju. Leta 1985 je nastopila na pevskem tekmovanju Buenas Voces Líricas, kjer je osvojila prvo nagrado. To je bil prelomni uspeh na začetku samostojne pevske kariere. O njenem čudovitem petju so govorili glasbeniki, poznavalci novega sveta, njen glas pa je segel čez ocean v Evropo, kamor se je po uspehu na tekmovanju preselila in si ustvarila kariero. Čeprav je bila rojena v Argentini, se je čutila Evropejko. Predvsem pa si je zelo želela obiskati Slovenijo, kjer so odraščali njeni starši. Eden izmed njenih prvih koncertov v Evropi je bil zato decembra 1986 v Ljubljani in ga ne bo, kakor pravi, nikoli pozabila. Od tedaj ji peti v Sloveniji pomeni peti doma. Njena pevska pot se je nato strmo vzpenjala. Bernarda Fink-Incko je ena najbolj prepoznavnih in iskanih mezzosopranistk na svetu. Posvetila se je predvsem simfoničnemu repertoarju, samospevom in oratorijem, blestela pa je tudi v opernih vlogah.
K sodelovanju jo vabijo dirigenti svetovnega slovesa, s katerimi nastopa skupaj z najnimenitnejšimi orkestri sveta, med njimi z dunajskimi in berlinskimi filharmoniki, londonskim simfoničnim orkestrom, kraljevim orkestrom Concert du Bau in drugimi. Bernarda Fink-Inzko je kot zelo iskana in priljubljena mezzosopranistka nastopila na svetovnih koncertnih prizoriščih, vendar je posebej pomemben iskreni stik s poslušalci. Raje ima intimnejša prizorišča, ki omogočajo vzpostavitev posebne vezi med umetnikom in občinstvom. Občudovana pevka je tudi navdih mladim, ki se z veseljem udeležujejo mojstrskih tečajev, ki jih pogosto vodi povsod po svetu. Petje pa je poučevala tudi na Univerzi Yale v Združenih državah Amerike. Bogastvo njenega glasbenega izraza odraža njena raznolika in obširna zbirka posnetkov na več kakor 50 zgoščenkah, nagrajenih številnimi priznanji, med njimi so Grammy 2002, Gramofon 2001 in Diapason d'Or 1997. Leta 2006 je Bernarda Fink-Inzko za obogatitev avstrijske glasbene kulture in vrhunsko interpretacijo velikih skladateljev prejela visoko avstrijsko odlikovanje, častni križ za znanost in umetnost, leta 2014 pa je za izjemne umetniške dosežke na področju poustvarjanja komorne vokalne glasbe prejela prestižni avstrijski naziv komorne pevke Kammersänger. Z bratom Markom Finkom je leta 2013 prejela nagrado Prešernovega sklada za njuno skupno zgoščenko Slovenija, s katero sta se poklonila domovini in slovenski pesmi. Bernarda Fink-Inzko ima veličino vrhunske umetnice, ljudi pa še posebej navdušita njeni ljubeznivost in skromnost. Tudi ko je prepevala z najnimenitnejših odrov, ni pozabila na svoje poreklo. Že naslednji dan se je pridružila sovaščanom v cerkvi ali pa zapela v krajevnem domu, če so imeli praznovanje in slovesnost. Njena življenjska zgodba in umetniška pot je pripoved o ljubezni in predanosti glasbi, potovanju po svetu in o domovini, ki je naposled najdemo v sebi, kjer je od nekdaj živela v pesmih, ki smo jih prepevali starši, sestrami, brati, družino. Republika Slovenija z visokim državnim odlikovanjem izraža hvaležnost Bernardi Fink-Inzko za izjemne dosežke na področju glasbene poustvarjalnosti in za neomajno predanost, ki jo je življenjem in poklicno potjo izkazala slovenski pesmi. Danes je dan glasbe in to me zelo, zelo osrečuje. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani prijatelji, lahko tako rečem, respetado embajador de la República Argentina en Eslovenija. Počaščena sem, izredno sem počaščena s tem nepričakovanim odlikovanjem po skoraj 40 letih nastopanja na koncertnih in opernih odrih. Kot je bilo rečeno, je petje zame vedno bil najlepši način stika s svetom. Vsega začetka sem bila srečna, ko sem pela. Najprej v krogu najožje mama, oče, bratje, sestre, 6 nas je bilo, potem razširjena pevska družina, vsi so radi peli, kasneje pa seveda naše sobotne šole, slovenske šole v Buenos Airesu in v mladinskem zboru Karantanija.
S študijem solo petja se je odprla čisto ena druga pot spet in trdo delo, ki se je pa pokazalo, da mi prinaša orodje, način, da skozi mene gre ena luč, ki jo daje glasba, zame glasba z veliko začetnico. Ker sem imela vedno občutek, ko sem pela, kjerkoli, da služim nečemu, ki je večje, višje in večno. Moj občudovani dirigent Nikolaus Harnoncourt je rad povedal, da je za njega glasba popkovina, ki nas povezuje s stvarnikom. Globoko sem hvaležna vsem, ki so bili od začetka ob meni, seveda družini, vzgojiteljem, odličnim kulturnikom in vzornikom v Argentini, ki jih ni bilo malo, vsem učiteljcam, učiteljem, profesorjem, umetnikom, ki so delali požrtvovalno, izredno požrtvovalno in z ogromno ljubeznijo, da v nas zasadijo in gojijo slovenske korenine. Hvala možu in otrokoma, ki so tolikokrat morali potrpeti, da mame spet ni doma, ker nekje poje po svetu. Posvečam pa to odlikovanje vsem glasbenikom v Sloveniji. Nekaj izrednih osebnosti je danes tukaj, katerim se zelo zahvalim za vso naklonjenost, za vso podporo, oporo in si iz srca želim, da naprej gojite v otrokih, v mladih in vsej družbi ogenj lepote glasbe. Hvala, gospod predsednik, tudi za tole zdaj, ampak tudi, da ste v minulih letih se trudili za povezovanje vseh Slovencev doma in po svetu. Vašega obiska v Argentini pa nikoli ne bom pozabila. Hvala lepa. Hvala, gospa Fink Incko. Na podlagi 7. alineje 1. odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije je predsednik Republike Borut Pahor izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za izjemne dosežke na področju glasbene poustvarjalnosti in neomajno predanost slovenski pesmi prejme Marko Fink srebrni red za zasluge. Marcos Teodoro Fink se je rodil v Buenos Airesu v družini slovenskih izseljencev. Glasba je bila del družinskega življenja, s petjem slovenskih pesmi so starši ohranjali vez z domovino. V izseljenstvu rojenim Marku in njegovim sorojencem pa so privzgojili ponos na poreklo in domoljubje, ki sta se ohranila med rodovi tam živečih slovenskih izseljencev. Kot nadarjeni pevec je ljubiteljsko prepeval ob različnih priložnostih in v zborih, poslušalci pa so bili očarani nad njegovim karizmatičnim bas baritonom in odrsko prezenco. Kljub temu si je za študij izbral agronomijo na univerzi v Buenos Airesu, kjer je po diplomi poučeval agrarno zoologijo. A srce pevca je bilo preglasno, da bi lahko preslišal njegov klic. Še naprej je prepeval, med drugim v argentinskem polifonskem zboru in na Bakovi akademiji, nato pa je leta 1988 prijel štipendijo za študij petja v Londonu.
Njegov talent je bil nedvomen. Komaj 2 leti pozneje, leta 1990, je debitiral v svoji prvi operni vlogi v veliki dvorani Festspielhaus v Salzburgu, kjer je postal eden od solistov tamkajšnjega deželnega gledališča. V jubilejnem Mozartovem letu 1991 je kot solist nastopil v operah Figarova svadba, Don Giovanni in Così fan tutte, nato pa se je leta 1994 odločil za samostojno glasbeno pot in se z družino preselil v Slovenijo, kjer zdaj živi. Marko Fink je eden najbolj iskanih bas-baritonistov. Nastopal je v opernih gledališčih in koncertnih hišah po Evropi in drugje po svetu. Tudi v Avstraliji, na Kitajskem in Japonskem ter v Združenih državah Amerike. Občinstvo je navduševal s svojim čudovitim glasom in strastno predanostjo glasbi. V 3 desetletjih poklicne glasbene kariere je sestavil zavidljivi poustvarjalni repertoar, v katerem so glasbena dela od baroka do sodobnosti, opere, oratoriji in njemu še posebej ljubi samospevi. Marko Fink je posnel več kakor 60 zgoščenk v 6 jezikih, med njimi jih je skoraj polovica slovenskih. Kakor pove, mu je bilo v posebno zadovoljstvo snemati zgoščenki Canciones Argentinas in Slovenija, saj je bila ob njem njegova sestra, mezzosopranistka Bernarda Fink Incko in sta se tako skupaj poklonila svojemu poreklu in domovinama. Za poustvarjalno delo je prejel več nagrad in priznanj, med katerimi sta 2 zlata Orfeja pariške Académie du Disque Lyrique 1998 in 1999, 2 nagradi Prešernovega sklada 1999 in 2013 in stanovska nagrada Sama Smerkolja 2016, ki jo podeljuje Slovensko komorno gledališče. Posnetki na zgoščenkah, pri katerih je sodeloval, so prejeli več nagrad in priznanj, med njimi so nominacije za nagrado Grammy 2006 in 2013, glasbeno nagrado britanskega BBC 2007 in druge. Kamor mi seže spomin, zmeraj sem pel. Doma smo vsi peli, s petjem so nam starši približali domovino. Se spominja vrhunski operni umetnik. In dodaja, da je včasih treba pošteno tvegati, da si na to lahko pošteno srečen. Zato je njegova življenjska in poklicna pot zgodba umetnika, ki sprejme svoje poslanstvo in ga izpolni ter s tem najde domovino in srečo, ki sta eno. Za izjemne dosežke na področju glasbene poustvarjalnosti in za neomajno predanost slovenski pesmi, ki jo odnegdaj prepeva s ponosom in srcem, se Republika Slovenija Marku Finku zahvaljuje z visokim državnim odlikovanjem. Prisrčna hvala, gospod predsednik. Veliko sem razmišljal, kaj bi danes vam povedal po tako lepem nagovoru moje sestre. Vsekakor mislim, da je najbolj važno, da povem sledeče, da sem hvaležen okolju, predvsem moji ženi, družini, da so mi vedno stali ob strani. Hvala, Kristina, za vse kovčke, ki si mi kdaj pripravila. Namreč ni enostavno za 2 meseca je odkar v eno opero produkcijo, zdaj je lažje, ker so pač vsaj telefončki, da se slišiš, včasih smo šli za 2 meseca ven, pa nismo vedeli, če se bomo kdaj slišali, sploh v teh 2 mesecih. Hvala tudi Sloveniji, ker ko sem prišel živeti v Sloveniji, smo se odločili leta 1994, da se iz Salzburga preselimo sem, da mi je kmalu po tistem, ko jaz sam nisem niti vedel, da tukaj obstaja možnost, da ti država podeli status
svobodnega umetnika. To je bilo zame en velik korak v prid sigurnosti, varnosti, ker pri svobodnem umetniku, vse veste, lahko ti glasilke kar malo odpovejo in je družina kar naenkrat na sociali. No, to se srečno, hvala Bogu, ni zgodilo. Hvaležnost gre pa tudi seveda moji argentinski dobi. Jaz sem bil 40 let, ko sem prišel v Slovenijo, ko sem šel iz Slovenije ven in do takrat sem že imel kar neke kilometrine, ker so institucije, kot je recimo Festivales Musicales Buenos Aires, Wagneriana, Akademija Bach de Buenos Aires, kmalu, bom rekel, zaznale, da želim narediti pač neko kariero kot solist in so mi dali možnost, da sem prihajal na oder. Isto se je zgodilo, ko sem prišel, gospod dr. Cuderman mi je bil prvi, ki me je povabil za vokalni abonma in sem imel zelo lepe izkušnje. Namreč ljudje so prihajali k meni tako kot Bernardi, ker so še poznali starše in kar naenkrat si bil pred ljudmi, ki so rekli, jaz sem pa ta in nekje v glavi tisti spomin ti je povedal, to pa mama že kdaj omenila, to je bila sošolka in tako. To so te osebne močni momenti, ki nam dajo tudi korajžo za naprej. Zdaj, doma smo živeli, da bom majčkeno pobarval v enem takem ambientu, kjer so bile določene modrosti. Tam si slišal, veš, Marko, življenje ni praznik. Življenje je borba. Ali pa, kdor z malem ni zadovoljen, tudi velikega ni vreden. Ja, in tudi tisto, ta pameten odneha, če smo se kdaj kaj skregali. Ja. Ampak seveda tudi ta večna modrost, moli in delaj. Moli in delaj, tako enostavno. Bodi v kontaktu z onstranstvom, s tistim, ki se ti predstavljaš, da je tvoj stvarnik in ti daje moč, ker če si ti do njega prijazen, bo tudi on do tebe. Ta logika. Jaz se, bi rekel, na to upiram. In moram reči, da mi zaenkrat ta strategija kar uspeva. Glede, tako preprosto je. Zdaj, te dni smo se v družinskem krogu pogovarjali o tem, moli in delaj. In mi mladi Miha, moj zet, reče, jaz sem se zdaj prepričal, če bom jaz otroke naučil moliti in delati, sem v glavnem vse naredil za nje. Farmajdon pravma. Ker mi umetniki moramo biti v kontaktu s tistim duhovnim svetom, ki nas hrani. Če tega nimaš kaj povedati na odru. Ni zadost samo glas, glas je samo en zvok, ampak mi glasu dajemo barve, imamo, hvala Bogu, en tekst, ki ga imamo na razpolago, da ga podoživimo in ga podajamo naprej. In hitro se bo zgodilo, da bo rekel, joj, kakšen glas ima ta. Ampak to ne izhaja z decibelov, mogočnosti močnega glasu, ampak izhaja bolj iz izradnosti. Hvala lepa še enkrat, da ste prišli, hvala, da ste z mano in z nami v tem lepem trenutku. Še enkrat, gospod predsednik, zelo cenim vašo gesto in me potrjuje, da se je splačalo tisto staršem, ko so rekli, govorite slovensko, saj ne veste, če boste kdaj šli v Slovenijo. Tukaj smo in tukaj delamo. Hvala lepa. Hvala, gospod Fink. Na podlagi 7. alineje 1. odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije ter 3. točke 7. člena in 10. člena Zakona o odlikovanjih predsednik Republike Slovenije je izdal ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije. Za življenjsko delo in izjemen pečat, ki ga je dal slovenski zborovski glasbi, prejme Jože Trošt red za zasluge.
Jože Trošt se je rodil 12. maja 1940 na Colu nad Ajdovščino. Med študijem so na Teološki fakulteti v Ljubljani prepoznali njegov glasbeni talent in tako je leta 1967 odšel v Rim študirati na Papeški inštitut za cerkveno glasbo. Ko se je leta 1970 nepričakovano izpraznilo mesto ravnatelja ljubljanskega stolnega kora, so ga ponudili Jožetu Troštu. Postal je regens kori v ljubljanski stolnici. Njegova naloga je bila stolnici zagotoviti primeren cerkveni zbor in ga voditi po navodilih liturgične prenove. Ob tem je postal predavatelj cerkvene glasbe na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je poučeval do leta 2003. Kot izjemni pedagog je od leta 1983 vodil poletne duhovno-glasbene seminarje za organiste, zborovodje in pevce. Pod vodstvom Jožeta Trošta so se pevci strnili v zbor Sončna pesem. Generacije zborovodij in organistov so se učile ob njegovih interpretacijah bogoslužnih skladb različnih obdobij, od koralnega petja do sodobnih skladb. Obnovil je staro orgelsko šolo v Ljubljani in jo priredil za nove čase. Bil je sourednik revije Cerkveni glasbenik, s prispevki pa je sodeloval tudi na številnih znanstvenih simpozijih. Skoraj 30 let je vodil mešani pevski zbor Antona Forsterja, ki je poleg sodelovanja pri bogoslužju izvajal tudi necerkveno glasbo in z njo nastopal po domovini v zamejstvu in izseljeništvu ter z uspehi na zborovskih tekmovanjih. Jože Trošt je za zbor napisal številne skladbe, ki so bile izdane na več kasetah in zgoščenkah. Pod njegovim vodstvom je zbor ob razglasitvi slovenske samostojnosti prvi zapel slovensko himno v Državnem zboru Republike Slovenije. V življenju in delu Jožeta Trošta imata posebno mesto obiska papeža Janeza Pavla II. V Sloveniji leta 1996 in 1999. Jože Trošt je sodeloval pri pripravi glasbenega sporeda, napisal je orkestracije za pihalni orkester Slovenske policije, vodil združene pevske zbore ljubljanske nadškofije in dirigiral združenim zborom. Ob drugem papeževem obisku je 2500-članski združeni pevski zbor izvedel Troštovo 16. mašo posvečeno Antonu Martinu Slomšku, ki ga je papež takrat razglasil za blaženega. Skladatelj, zborovodja in pedagog Jože Trošt je za svoje življenjsko, organizacijsko in poustvarjalno delo prejel več priznanj in častnih naslovov. Je prejemnik odličja svetega Cirila in Metoda za neutrudno delo na področju vzgoje mladih organistov in duhovnikov ter za vodenje pevskih zborov in umetniško ustvarjalnost, za umetniško vodenje mešanega pevskega zbora Antona Forsterja mu je Zveza kulturnih društev Ljubljana leta 2004 podelila zlato priznanje. Istega leta pa je prejel tudi Galusovo značko za dolgoletno in izjemno uspešno delo na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti. Vsestransko delovanje ter obsežni ustvarjalni in poustvarjalni opus pomenita izjemni prispevek Jožeta Trošta k slovenski sakralni in posvetni kulturi. Vzgojil je na tisoče pevcev, organistov, zborovodij in drugih glasbenikov, ki bodo prav zaradi njegovega pedagoškega dela še dolgo ohranjali kulturno dediščino slovenske dežele v domovini in po svetu. Za to njegovo delo se mu država Slovenija zahvaljuje z državnim odlikovanjem.
Damjana Božič-Močnik. Spoštovani gospod predsednik, lepo se vam zahvaljujem za odlikovanje, ki ste mi ga podelili. Tudi vsem ostalim, ki so pri tem sodelovali. Vaše priznanje je vsem nam vzpodbuda pri našem delu, je povedal profesor Trošt. Tudi sama bi se vam rada zahvalila v imenu vseh predlagateljev, da ste tako velikega, skromnega moža prepoznali v njegovi zaslužnosti in ga počastili z odlikovanjem reda za zasluge za življenjsko delo in izjemen pečat, ki ga je dal slovenski zborovski glasbi. Profesor Trošt ima res velike zasluge pri razvoju cerkvene glasbe na Slovenskem, morebiti se tega niti ne zavedamo prav dobro. Vi ste prepoznali njegov izjemno obsežen skladateljski opus, upam si trditi, da vas je nagovorilo tudi njegovo izjemno poslanstvo v vodenju orgelske šole v Ljubljani, od koder izhaja veliko število organistov in zborovodij, ki po celi Sloveniji s svojimi zbori gojijo kvalitetno cerkveno in tudi posvetno zborovsko glasbo in s tem ohranjajo našo čudovito kulturno dediščino. Današnji odlikovanec je namreč nekoč takole ocenil svoje delo. Kot duhovnik nisem nikoli opravljal pastoralne službe v klasičnem pomenu besede v kakih župniji. Svojo pastoralno nalogo sem prepoznal in, kolikor mi je bilo dano, uresničeval v šolanju in navduševanju več rodov pevcev, organistov in zborovodij za dobro cerkveno glasbo v številnih krajih po Sloveniji. To je poleg komponiranja tisto delo, ki še ni končano in ga bom z veseljem opravljal, dokler bo Božja volja. Spoštovani gospod predsednik, danes ste podelili odlikovanje duhovniku, skladatelju, zavednemu Primorcu in Slovencu, ki je prvi dirigiral Zdravljico Sloveniji v slovenskem parlamentu na dan proglasitve njene samostojnosti. In nekaj nas je tukaj takih, ki smo z njim in tudi z vami delili to neprecenljivo, veličastno in nepozabno zgodbo. Marsikatero zgodbo smo pevci doživeli tudi z gospo Bernardo in gospodom Markom. Naj vama na tem mestu čestitam v svojem imenu, v Jožetovem imenu in v imenu mešanega pevskega zbora Anton Ferster. Hvala Bogu za vse tri današnje odlikovance, za tako velike, klene, srčne in zveste Slovenke in Slovence. Hvala. Hvala lepa, gospod Trošt. Glasbeni program ob današnji priložnosti sta pod mentorstvom profesorja Jana Gričarja pripravila Maj Brinovec na sopranskem saksofonu in Štefan Kosirnik na harmoniki. Nadarjena dijaka Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Prisluhnili bomo prvim 3 delom španske ljudske suite Emanuela de Falla. Izvolite.
Grazie.